Dobrodošli nazaj na še en nov video iz stripa Trading. V današnjem videoposnetku bom podrobneje opisal videoposnetek, ki sem ga posnel prej. To je bila strategija trgovanja za $1 milijon. Mimogrede, ta videoposnetek je bil precej pogosto gledan. In to ni čudno, saj je ta strategija namreč zelo dobra. Danes pa jo bom naredil še boljšo, tako da ji bom dodal zelo profesionalno cenovno akcijo, in sicer likvidnostno cenovno akcijo. Ne paničarite, če drugega videoposnetka še niste videli. Najprej bom opravil majhen povzetek, nato pa se bom poglobil v likvidnost. Mimogrede, priporočam vam, da si ogledate tudi prejšnji videoposnetek. Kajti skupaj s to strategijo in strategijo, ki jo bom razložil danes, lahko profesionalno trgujete in zaslužite dober mesečni dohodek. Počakajte, ker bo ta strategija zavedno spremenila vaš način trgovanja. Kot morda veste iz prejšnjega videoposnetka, v tej strategiji uporabljamo dva kazalnika. Oba sta EMA. Ali eksponentno drseče povprečje. V tej strategiji pa so nastavitve kazalnika nekoliko drugačne. Ne trgujemo na 5-minutnem časovnem okviru, temveč na 1-5-minutnem časovnem okviru. Zato bo treba parametre EMA nastaviti nekoliko višje. Če grem na nastavitve EMA, lahko vidite, da ima prvi EMA dolžino 12 in temelji na 4-urnem časovnem okviru. Pri drugi strategiji je temeljila na časovnem okviru 1 ure. Če grem v nastavitve drugega EMA, boste videli, da ima dolžino 26 in je prav tako določen na 4-urnem časovnem okviru. Kot sem obljubil, bom najprej naredil kratek povzetek prejšnjega videoposnetka, ki sem ga posnel o tej strategiji. Ideja te strategije je, da lahko s pomočjo gibanja EMA zlahka prepoznate trend. Če pogledamo linije EMA, lahko zlahka vidimo smer gibanja cene. Ali se rdeča črta giblje nad ceno? Potem se cena giblje v smeri padajočega trga. Ali se rdeča črta giblje pod ceno? Potem se cena giblje na rastočem trgu. Ko veste, ali se cena giblje na rastočem ali padajočem trgu, je bilo naslednje pravilo, da se mora cena dvigniti ali spustiti nad rdečo črto. V tem primeru si bomo ogledali prodajno pozicijo. V tem primeru se mora torej cena dvigniti nad rdečo črto. To pa zato, ker se takoj, ko se cena premakne nad rdečo črto, premakne v območje prodaje. To je ugoden čas za prodajo kriptovalute ali para Forex po ugodni ceni. Ko se cena dvigne nad rdečo črto, moramo biti še vedno pozorni na dve stvari. Prvo pravilo je, da želimo videti raven upora. To vidimo tukaj na ceni. Odporna raven kaže tudi na določen prodajni pritisk. Drugič, pozorni moramo biti na čas, v katerem se zgodi, da cena preseže rdečo črto. To je zato, ker s to strategijo trgujemo le med določenimi časi trgovanja. Ti časi so od 8 do 12 ure in od 15 do 18 ure. To je evropski čas. Če torej gledate videoposnetek iz druge države, morate čase pretvoriti nazaj v svoj lokalni čas. Ta dva časovna intervala sta izredno pomembna, saj se med tema dvema časoma odprejo evropske in ameriške borze. Takoj ko se borza odpre, je cena vedno zelo nestanovitna, zaradi česar se običajno giblje bolj kot zunaj teh časov. Takoj ko cena pristane na ravni upora med tema časoma in nad rdečo črto, je treba samo počakati, da cena očitno spet začne padati. Takrat vemo, da bo odprtje borze povzročilo velika prodajna naročila. Zato v tem trenutku prav tako odpremo prodajno pozicijo in trgujemo z velikim denarjem. Pravila tega povzetka veljajo tudi za likvidnostno strategijo, ki jo bom razložil. Likvidnostna strategija dejansko deluje enako, kar zadeva osnovna pravila, le da čakamo na večjo gotovost. Takoj ko veliki vlagatelji prvič poskušajo zgrabiti likvidnost, skoraj 1,00% gotovostjo vemo, da prihaja velik padec cene. Kako to deluje, vam bom zdaj razložil korak za korakom.
Preden začnem razlagati to likvidnostno strategijo, je seveda koristno vedeti, kje boste lahko odpirali nakupne in prodajne pozicije. Če se sprašujete, na kateri platformi dnevno trgujem, si oglejte naslednje. Sam vedno trgujem na borzi Bybit. To počnem zato, ker je to jasna in profesionalna platforma za kriptovalute, na kateri lahko preprosto postavljate nakupne in prodajne pozicije. Poleg tega vedno uporabljam vzvode za hitrejše doseganje dobička. S pomočjo vzvodov lahko svoje pozicije povečate tudi do 1,00-krat hitreje. Vendar pa lahko tudi 1,00-krat hitreje izgubite. Zato to funkcijo uporabljajte le, če izvajate dobro strategijo. To postavitev s 4 cenami uporabljam tudi zato, da zlahka spremljam več kotacij. Zelo uporabno, če ste dnevni trgovec. Skratka, Bybit je dobra in zanesljiva borza kriptovalut za trgovanje. Ali želite tudi vi trgovati na tej borzi? Potem imate trenutno srečo, saj Bybit podarja enkratni bonus za polog do $3000. Borzo Bybit lahko obiščete prek povezave v opisu. Hitro se vrnimo k strategiji. Najprej je pomembno, da veste, kako deluje likvidnost. Zato vam bom najprej podal nekaj pojasnil. Likvidnostno trgovanje je pomemben in tudi profesionalen način trgovanja. Na kratko, likvidnostne točke na ceni so pravzaprav točke, kjer se zgodi največ prebojev in naročil. Poglejmo si naslednjo sliko. Na njej vidimo gibanje cene navzgor in vidimo, da je pod njo trendna črta. Večina trgovcev bo kupila svojo pozicijo, ko se bo cena dotaknila te trendne črte. Nato postavijo stop loss pod trendno črto na približno tem mestu. Te točke so torej območje likvidnosti na prodajni strani. Tu je veliko naročil, ki so pripravljena za prodajo. Enako velja tudi za obratno smer. Na padajočem trgu prodajalci postavijo svoje prodajne pozicije takoj, ko se cena dotakne linije trenda. Nato postavijo svoje stop loss nad to linijo trenda. Območja nad temi linijami trenda so tako območja likvidnosti na nakupni strani. Območja likvidnosti so torej območja na ceni, kjer je pripravljenih veliko naročil. Ko cena vstopi v ta območja, se torej pogosto zgodi, da lahko cena naredi velike premike, kot je na primer preboj. Likvidnost ni prisotna le pri trendnih črtah. Območja likvidnosti najdemo tudi na ravneh podpore in odpora. Kot lahko vidite na slikah, tukaj vidite raven podpore in odpora. Na obeh ravneh kupci in prodajalci postavijo svoje pozicije in določijo stop loss nad ali pod ravnjo podpore. To pomeni, da se pod ravnjo podpore pojavlja likvidnost na prodajni strani, nad ravnjo upora pa likvidnost na nakupni strani. Zdaj, ko veste, katera so območja likvidnosti na ceni, si bomo ogledali likvidnostne grafe. Zgrabitev likvidnosti pomeni, da je likvidnost prevzeta. Tako se zgodi preboj. Če se vrnemo na sliko trendne linije, lahko govorimo o zgrabitvi likvidnosti, če cena na začetku naredi preboj proti likvidnosti. Toliko stop lossov je doseženih. To pomeni, da veliko ljudi na tej točki izgubi denar. Zdaj pa pride na vrsto najpomembnejša stvar od vseh. Zgrabitev likvidnosti pomeni, da cena še vedno narašča, potem ko so bile dosežene vse stop izgube. Cena ponovno preseže trendno črto in se še naprej dviguje navzgor, medtem ko večina trgovcev nima več odprte pozicije. Kot trgovec boste to verjetno prepoznali tudi vi. Potem ko je bila dosežena vaša stop loss, cena še vedno narašča, zdaj pa nimate več dobička, ker je bila vaša pozicija zaprta. To je pojav, s katerim manipulirajo trgovci z visokim neto premoženjem. Kot veste, več kot 90% vseh trgovcev na trgu izgubi denar. Trgovci z visokim neto premoženjem poskušajo storiti vse, da bi vas uvrstili med teh 90%. To storijo tako, da povzročijo, da se cena premakne do vaše stop izgube. Cena se nato dvigne in trgovci z visokim neto premoženjem zdaj zaslužijo vaš denar. Razumem, da je to precej težko razumeti. Prav tako ne gre samo za nekaj. Zato vam bom zdaj pokazal primer na sami ceni.
Tukaj vidimo, da se cena giblje v trendu naraščanja. Nato vidimo, da cena ustvarja trendno črto. Vsakič, ko se cena dotakne te trendne črte, se cena nekoliko dvigne. Zadnjič pa cena pade skozi trendno črto. In kot sem pravkar pojasnil, je na tem območju veliko stop losov. Zdaj, ko so bile vse stop izgube dosežene, se cena še vedno znova dviguje. To torej pomeni, da je prišlo do zagrabitve likvidnosti. Zdaj, ko je večina trgovcev zaprla svoje pozicije, cena še vedno narašča in veliki trgovci zaslužijo veliko denarja. Ideja te strategije je torej, da naredite ravno nasprotno od ostalih. Veste, da 90% vseh trgovcev izgublja denar. Zato ni koristno, da bi delali enako kot oni. V padajočem trendu deluje popolnoma enako, le da zdaj gledamo na upora. Tukaj vidimo jasno trendno črto, na kateri cena vsakič dobi odpor. Saj veste, da imajo vsi trgovci svoje stop loss nad tem uporom. Torej takoj, ko cena prebije to trendno črto, so vse stop izgube dosežene in večina trgovcev misli, da se dogaja preboj in celo postavijo nakupne pozicije. Toda pametni trgovci, kot ste Fest in jaz, še vedno čakajo. Navsezadnje vemo, da bi lahko prišlo do zagrabitve likvidnosti. In kot lahko vidimo, se to dogaja. Cena ponovno pade pod trendno črto in to je trenutek, ko odpremo prodajne pozicije. To pa zato, ker vemo, da enako počnejo tudi visokozmogljivi trgovci. Tako kot pri strategiji, ki sem jo razložil na začetku tega videoposnetka, tudi zdaj postavim stop loss nad zadnjo najvišjo vrednost in usmerim svoj prevzemni dobiček v smeri razmerja med tveganjem in donosnostjo tretji. Kot sem omenil na začetku, ta metoda zagotavlja dodatno varnost pri odpiranju nakupnih in prodajnih pozicij. Tukaj namreč vidimo primer prodajne pozicije, kako bi to storili na običajen način. Tega ste se naučili pri drugi strategiji. Vidimo, da se cena dviguje nad rdečo vrednostjo EMA. Torej lahko poiščemo prodajne pozicije. To storimo na običajen način tako, da poiščemo raven odpora. To vidimo tukaj na ceni. Takoj, ko se cena jasno oddalji od te ravni, lahko odpremo prodajno pozicijo. Kot vidimo, je to gibanje cene tudi med našimi trgovalnimi urami. Če pa pogledamo malo globlje, lahko vidimo tudi trendno črto. Trendna črta je prelomljena in takrat je likvidnost zgrabljena. Nato cena spet pade pod trendno črto, zato vemo, da trgovci z velikim kapitalom odpirajo prodajne pozicije. Zato tudi mi tukaj odpremo prodajno pozicijo. Ponovno postavim stop loss nad zadnjo najvišjo vrednost, ciljni prevzemni dobiček pa postavim 3-krat višje. Z našo prodajno pozicijo zdaj zaslužimo, ko trg pade. In to se zgodi. Kot sem mu pojasnil tudi v prejšnjem videoposnetku o tej strategiji, sem s trgovanjem z odpori in podpornimi ravni zaslužil več kot $1 milijon. Kot trgovec je vedno pomembno, da še naprej uvajamo novosti in ugotavljamo, kaj je mogoče izboljšati. Tako zdaj trgujem predvsem z likvidnostnimi grafi, vendar še naprej opazujem tudi odpornosti in ravni podpore. Brez težav lahko hkrati uporabljate obe strategiji, saj uporabljate iste kazalnike. Ali ne želite tudi sami spremljati cen? Potem lahko uporabite našo premijsko naročnino. Kot član premije vam bom sporočil, ko bom našel nakupno ali prodajno pozicijo. Edina stvar, ki jo morate storiti, je, da odprete pozicijo na Bbitu in počakate na dobiček. Delamo z garancijo za vračilo denarja brez dobička. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani. Zahvaljujem se vam za ogled in se veselim, da se vidimo naslednji teden.